Smo pri naslednjem prispevku, ki nosi naslov Analiza rekreacijske infrastrukture v urbanih gozdovih Ljubljane. Imamo tukaj dve avtorici, Neja Zalaznik in pa Naja Marot. So že za mano, ne, nisem pač videl, tako da izvoli. Lepo pozdravljeni. Torej trendi kažejo, da so se v zadnjih 20 letih spremenile rekreacijske navade, kot pa tudi neka potreba po rekreacijski infrastrukturi. In rezultati najnovejše ankete na državni ravni o rekreacijskih navadah kažejo, da prebivalci koristijo največ zunanjo infrastrukturo in kot najpogostejše rekreacijske dejavnosti so bile izbrane hoja, tek in pa kolesarjenje. Prav tako pa se v večini poslužujejo brezplačne rekreacije in upoštevajoč ta dejstva lahko tudi urbane gozdove izpostavimo kot tip rekreacijske infrastrukture, in sicer jih po tipologiji umeščamo med večfunkcijske zunanje rekreacijske infrastrukture. Zdaj, če še na kratko, neka definicija rekreacijske infrastrukture je, da so to športne ali igralne naprave, pa tudi odprt prostor ali zgradbe, ki imajo za svojo poglavitno funkcijo izvajanje prostočasnih dejavnosti. Zdaj, načine rekreacije v urbanih gozdovih pa lahko razdelimo na aktivno rekreacijo, ki zajema fizično in družabno rekreacijo, ter pa pasivno rekreacijo, ki zajema mir in sprostitev ter pa ostale oblike preživljanja prostega časa. In zdaj upravljanje z ljubljanskimi urbanimi gozdovi je opredeljeno z občinskim prostorskim načrtom ter pa odlokom o razglasitvi gozdov s posebnim namenom. Prav tako pa je zapisano tudi v strategiji razvoja mestnih gozdov Ljubljane 2020 do 2045, ki pa še dodatno spodbuja institucije ter nevladne organizacije k aktivnejšemu vključevanju v soodločanje o razvoju mestnih gozdov, hkrati pa tudi krepi zavest o njihovem pomenu. In zdaj cilji prispevka so bili opredeliti oblike rekreacije v posameznih urbanih gozdovih, potem oceniti pestrost ter stanje rekreacijske infrastrukture ter pa določiti razlike med gozdovi glede na identificirane načine rekreacije in infrastrukture. In analiza je zajela 6 območij urbanih gozdov, torej Golovec, Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, Šmarno goro, Grajski grič, Krajinski park Zajčevo Dobravo ter pa gozdove na območju Tomačevskega in Jarškega proda. Zdaj, izjema je bil pa samo izpuščen iz analize gozdovi na Mestnem logu, ker so bili tudi že v strategiji nekako opredeljeni kot neko manj pomembno območje za rekreacijo, predvsem zaradi nekih omejitvenih dejavnikov, ki so povezani z ohranjanjem narave, in zato tja nekako se ne predvideva usmerjanje obiskovalcev. In zdaj metode, uporabljene za analizo, so bile pregled prostorskih evidenc, terenski ogled in pa popis, in potem kasneje izris kart za prostorski prikaz pridobljenih podatkov. In v okviru terenskega popisa so bila identificirana in kartirana obstoječa rekreacijska infrastruktura, njeno stanje in pa uporaba. Popis je zajel tako linijsko kot točkovno infrastrukturo, in kriteriji za popis stanja so bili pa vzdrževanost in pa dostopnost, torej neka jasna označba na informacijskih tablah ter pa bližina vstopnih točk. In pregledane prostorske evidence so služile za določitev neke glavne krožne poti, po kateri je potem potekal terenski ogled. Prav tako so vsi terenski ogledi potekali ob sobotah, ob suhem vremenu, kar je omogočilo tudi zaznavo obiska, sicer pa podrobnejše štetje obiska ni bilo izvedeno. In potem na podlagi popisa je bila za vsak gozd izdelana karta in je bil tudi natančneje opisan in potem nekako ocenjen njegov nadaljnji potencial za razvoj rekreacije. In tukaj zdaj v tabeli imamo zbrane rezultate. Torej vsi
Ljubljanski urbani gozdovi so opremljeni z linijsko infrastrukturo, torej predvsem s pohodnimi potmi, razlike pa so v opremljenosti s kolesarskimi stezami in trim stezami, prav tako pa so nekateri izmed njih bolje opremljeni s točkovno infrastrukturo. V nadaljevanju bom pa bolj podrobneje predstavila Golovec kot eden izmed največjih urbanih gozdov, pa Tomačevski in Jarški prod, ki je pa gozd, ki ima zaenkrat še nekako najbolj neizkoriščen potencial za rekreacijo. Torej, to je karta rekreacijske infrastrukture Golovca, in ki je zaradi svoje lege in pa nekako reliefne oblikovanosti zelo priljubljena točka za rekreacijo. In med rekreacijskimi aktivnostmi smo identificirali hojo, tek, kolesarjenje, gorsko kolesarjenje ter pa krepitev telesne zmogljivosti z uporabo zunanjega fitnesa. Rekreacijska infrastruktura na Golovcu je v zelo dobrem stanju. Za nekatero infrastrukturo smo ugotovili, da je bila nedavno prenovljena, torej informacijske table in smerokazi so bili prenovljeni v okviru projekta Urb for Dan. Potem poti na Golovcu se ločijo glede na stopnjo urejenosti in pa možnosti za načine rekreacije. Glavna povezovalna pot, ki povezuje zahod z vzhodom, je makadamska in tako omogoča torej pohodništvo, tek in kolesarjenje. Po isti poti poteka tudi mednarodna Jakobova pot, slovenska turno-kolesarska pot ter pa delno tudi pot spomina in tovarištva, ki pa je tudi zelo dobro urejena in pač številnimi prostori za počitek zelo primerna tako za pohodnike in tekače. Po Golovcu pa potekajo še številne gozdne steze, ki pa so različno dobro urejene in večinoma tudi niso uradno označene. Treba je pa omeniti tudi možnost neoviranega dostopa v gozd in tukaj so s simbolom puščice so narisani vhodi in tudi te se nekako, vstopne točke se razlikujejo glede na stopnjo urejenosti. Najbolj sta urejeni pač ta vstopna točka na to glavno makadamsko pot na Londonu in Hrušici ter pa vstopna točka za pot spomina in tovarištva. Potem pa je možen dostop tudi po številnih nekih gozdnih stezah, ki jih pa poznajo predvsem neki lokalni prebivalci. Na Golovcu se nahajata tudi dve območji, namenjeni gorskemu kolesarjenju, ki sta označeni z modro barvo. Poti gorskega kolesarjenja opravlja športno društvo Golovec Trails, ki obenem organizira tudi številne tečaje in vodene ture. Uporaba poti je zastonj, društvo pa zbira prispevke in na teh območjih ostale aktivnosti zaradi varnosti in potencialne konfliktnosti rab niso dovoljene. Potem pa še nekaj fotografij s terenskega ogleda. Torej imamo prenovljeno informacijsko tablo, potem neko odprtje v gozdu, torej razgled. Potem Golovec je tudi opremljen s točkovno rekreacijsko infrastrukturo. Tukaj na desni zgoraj vidimo fitnes na prostem, ki je glede na terenski ogled zelo pogosto obiskan. Potem večnamenske ploščadi, ki so bile prav tako dodane v okviru Urb for Dan projekta in omogočajo izvajanje različnih aktivnosti. Prav tako pa na Golovcu zelo pogosto najdemo neko samoiniciativno postavljeno infrastrukturo, predvsem s strani osnovnošolcev in otrok iz vrtca. Predvsem so to neka športna igrišča in učilnice na prostem. Če se premaknemo naprej do Tomačevskega in Jarškega proda, je pa nekako terenski ogled pokazal, da so ti gozdovi ob Savi manj obiskani in ima tudi gozd nima tako dobre urejene infrastrukture in je tudi slabše dostopen. Na zahodni strani hitre ceste Trzin-Ljubljana se nahaja trim steza, ki je pa tudi nekoliko slabše označena. Se pa v teh gozdovih, predvsem na vzhodni strani, tudi dogaja več nelegalnih aktivnosti, kot so odlaganje odpadkov in zato tudi nekako to odvrača obiskovalce od obiska. In zato smo to območje nekako ocenili kot gozd, ki ima zelo velik potencial za ureditev poti in nujne infrastrukture in mogoče tudi morebitno navezavo na to parkovno površino ob hipodromu Stožice, ki je pa bolj obiskana.
In zdaj tukaj še par fotografij, torej slabše urejena pot, fitnes na prostem in pa informacijska tabla trim steze. In zdaj, če se predstavim k nekim zadnjim sklepom, lahko nekako rečem, da so vsi urbani gozdovi v Ljubljani opremljeni z rekreacijsko infrastrukturo, se pa razlikujejo v pestrosti opreme in stopnji vzdrževanja. Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, Grajski grič, Golovec so zelo dobro opremljeni, ponujajo pester nabor izbire rekreacije in sem lahko prištejemo tudi Šmarno goro, ki ima tudi dobro urejeno infrastrukturo, vendar pa so pač neke oblike rekreacije omejene zaradi strmega terena in hkrati tudi je pač povečana erozijska izpostavljenost poti, ki je zaradi velike obiskanosti še posebej izpostavljena. In na Šmarni gori lahko najdemo tudi potencial za nekatere novejše oblike rekreacije, kot je na primer plezanje. In za vse te 4 urbane gozdove nekako ocenjujemo, da je razvoj ustrezen, potrebno je pa zagotoviti redno vzdrževanje obstoječe infrastrukture, pri umeščanju nove pa slediti potrebam in pa trendom, ki se kažejo pri oblikah rekreacije. Nekatere možnosti za izboljšavo se pa kažejo tudi pri ureditvi vstopnih točk in pa dostopov. Potem pa za ravninska urbana gozdova, Tomačevski in Jarški prod ter pa Zajčja Dobrava, pa smo zaznali neko možnost za izboljšanje rekreacijske infrastrukture in neko potrebo po izdelavi celovitega koncepta za nadaljnje upravljanje. Predvsem je nujna neka ureditev poti in informacijskih tabel in smerokazov, sta pa oba urbana gozdova tudi zelo zanimiva z vidika naravne ohranjenosti, biotske pestrosti, kar bi lahko potem valorizirali preko učnih poti. In izboljšanjem infrastrukture v teh 2 parkih bi lahko tudi razbremenili ostale gozdove, ki so morda sploh med vikendi že zelo obremenjeni. In tako, če zaključim, lahko rečem, da je analiza urbanih gozdov v Mestni občini Ljubljana potrdila, da urbani gozdovi predstavljajo zunanjo večfunkcijsko rekreacijsko infrastrukturo in tako pomembno vplivajo h kakovosti življenja. In obstoječa rekreacija v veliki meri zadošča potrebam, vendar pa se še vedno najdejo neke možnosti za izboljšavo. Hvala za pozornost, to je z moje strani vse. Hvala lepa.